Igla je v vaših žilah, kakšen je občutek? Ja, kada je ne bi bilo, mislim, ne čutim več. Sestrična me je zvlekla iz predavanja, da prijem sem in evo me, odzval sem se klical. Ne, ni strahu v bistvu, jaz se vedno, ko darujem kri, zelo rado počutim, zato ker imam v bistvu namen pomagati drugemu sočloveku in je to res pač nekaj enkratnega, ko veš, da daš pol litra, tebi nič ne manjka, nekomu pa lahko reši življenje. Jaz hodim že na 2 let na te 40 krvodajalske akcije, tako da pač ne vem, nimam bolj problemov s tem, pa z veseljem grem dati kri, se mi zdi, da je najmanj kar lahko naredim dobrodelnega. Tudi predsednik študentske organizacije se je odločil, da bo častil pol litra. Zakaj? Definitivno je pomembno krvodajalstvo, pomoč sočloveku, da darujemo to dragoceno tekočino in mogoče celo komu rešimo življenje. Zato na študentski organizaciji Slovenije 2-krat letno organiziramo krvodajalski teden, predvsem v smeri spodbujanja mladih študentov, da se odločajo za krvodajalstvo. Prav je, da mladi nekako nadomestijo krvodajalce, ki ne morejo več dati krvi, torej po letu 65. Vsako leto beležimo 10% novih krvodajalcev, predvsem mladih, in to je tisto, kar nas veseli. S tem nas te številke uvrščajo med države v zgornji del evropskih držav, ki poskrbijo, da krvodajalstvo in s tem preskrba s krvjo za vse bolnike teče nemoteno. Rač hodim na medicinsko fakulteto in vem, da se skoraj da ne spodoba na študentov, da hodimo darovati kri, tako da zdaj sem se odločil, da je čas, da grem tudi jaz enkrat. Začel sem na študentski, enkrat vmes sem dobil podklic, da rabijo pač moje krvno skupino, tako da sem takrat šel. Ne vem, mislim, zdaj se mi je prav, da se gre dati kri, ker je dobra gesta, pa pač prav pride. Je v Sloveniji dovolj krvodajalskih akcij oziroma krvodajalcev, da se pokrijejo pač potrebe po krvi v medicini? Ja, lahko smo veseli, da z delom Rdečega križa in transfuzijskih služb je krvi dovolj. V 60 letih delovanja Rdečega križa se nikoli ni zgodilo, da bi transfuzijska služba ostala brez krvi, da torej ne bi mogli bolniki dobiti te prepotrebne tekočine za zdravljenje. Kakšen je odziv med študenti na prejšnjih akcijah, na letošnji? V aprilu, ko je bil zadnji krvodajalski teden, smo v bistvu presegli vse pričakovanja, saj se je v enem tednu udeležilo krvodajalske akcije skoraj 1000 študentov. Podoben odziv pričakujemo oziroma si ga želimo tudi v tem krvodajalskem tednu, je pa žal zaenkrat prezgodaj, da bi ocenili. Je pa v vsakem primeru odziv dober. Kako pa mogoče opaziš med svojimi kolegi, sošolci, prijatelji, so zavzeti za krvodajalstvo? Mislim, da glavni problem je tistim, ki se ne odločajo, zato je predvsem strah. Strah jih je, da bi se slabo počutili, ne vem, omedlevica in takih stvari. Jaz pač probam med svojimi prijatelji spodbuditi zavest, da pač v bistvu to ni nič takega, tudi če se malo slabo počutiš, v bistvu je to kratkotrajno in v bistvu nič v zameno za to, kaj narediš s tem, ko daruješ pol litra.